Danes v Pomurskem dnevniku dobili bodo nov logistični center. Slovenija v finalu Vino Eura 2018. Dvig denarne socialne pomoči. Finale tekmovanja v atletiki. Vreme jutri pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Podjetje Ocean Orchids, ki je prve sadike orhidej zasadilo leta 2005, vse skozi raste in se širi tudi na temeljih trajnostnega razvoja. Kot smo poročali, je vlada včeraj v načrt razvojnih programov za obdobje 2018 do 2020 uvrstila investicije 4 slovenskih podjetij, med njimi tudi podjetja Ocean Orchids iz Dobrovnika, ki bo za projekt novega logističnega objekta prejelo regionalno državno pomoč v višini kar 2 milijonov evrov. Kaj to pomeni za podjetje? Ta trenutek so vsi trgovski tokovi rastlin, okrasnih rastlin, na način, da recimo vse, kar je proizvedeno v Južni Španiji ali v Italiji, mogoče tudi v Sloveniji, odpelje na Nizozemsko, se komisionira tam in se potem dejansko vozi nazaj na tiste trge, kjer je dejansko bil produkt proizveden. In na ta način sedaj velike trgovske verige iščejo rešitve, seveda v smislu, da komisioniranje in logistiko selijo bližje k ciljnim svojim trgom oziroma v sredino Evrope geografsko gledano. Doslej so lahko pretovorili nekaj več kot en tovornjak robe na dan, odslej jih bodo lahko kar od 5 do 7. Mi bomo v stanju komisionirati oziroma pripravljati nekje med 5 in 7 šleperji robe na dan, kar recimo spet ni tako velika količina, glede na to, da mi že sedaj v tem trenutku nekje šleper pa pol na dan smo v stanju pripravo pretovoriti. Ampak je pa to znatno povečanje, ne nazadnje površina tega objekta bo nekaj čez 30 tisoč kvadratnih metrov. Celoten objekt bo imel seveda talno ploščo, talno gretje. Mi bomo v stanju izvajati tudi določene karantenske postopke, ki bodo potrebni za določene rastline. Ena izmed pomembnih pridobitev je digitalizacija vseh pakirnih enot. Digitalizacija vseh pakirnih enot je tu prisotna. To pomeni, da bo dejansko našo pakirno enoto, ki mi pravimo voziček, spremljali od trenutka nalaganja do trenutka razlaganja, recimo nekje v Plovdivu ali pa v Romuniji ali v Bukarešti ali pač povsod na točkah, kamor se bomo pripeljali. Prekmurje se je v zadnjih letih razvilo in je še toliko bolj zanimivo za investitorje. Prekmurje se je v zadnjih 15-20 letih razvilo, to moramo povedati in to drži. Razvilo seveda tudi v smislu logistike. Avtocesto imamo narejeno, jaz zmeraj pravim, Barcelona-Kijev je povezana in to gre mimo Prekmurja. Torej transverzala zahod-vzhod ali vzhod-zahod tudi na jug, torej proti Beogradu in globje dol proti Turčiji obstaja. In geografsko gledano Prekmurje, Slovenija ležita v sredini Evrope oziroma logistično gledano v srcu Evrope. Plod tega bo sodelovanje s švedsko Ikejo. Ikeja je eden izmed naših poslovnih partnerov, bi pravil, oni so bili tudi močan protagonist v tem projektu, so nas podpirali in nas seveda še podpirajo. Sklenili smo tudi dolgoročne pogodbe v sodelovanju z njimi, tako da to je dejansko bila prava osnova, da smo lahko potem ta projekt predstavili tudi na državnem nivoju in širše. V Pomurju se tako obetajo nova delovna mesta. Za regijo pomeni to 40 novih delovnih mest, kjer je povprečna dodana vrednost na zaposlenega 70 tisoč evrov plus in mislim, da je to prava pot in prava smer za razvoj te regije. Skupna vrednost investicije bo znašala nekaj več kot 9 milijonov evrov. Slovenska vinska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropskega prvenstva vinarjev, ki te dni poteka v Sloveniji. Finale bo jutri odigran na soboški Fazaneriji. Slovenski vinarji, ki branijo naslov evropskih prvakov, so si v Beltincih zmago nad Čehi zagotovili igranje v finalu. Zaenkrat odlično, zmagujemo na terenu kot izven terena, tudi kar se tiče organizacije. Nad predstavami in organizacijo je navdušen tudi eden od 2 glavnih ambasadorjev prvenstva. Vse čestitke našim fantom, ker je v ekipi največ vinarjev. Nemčija po mojem ima same profesionalne nogometaše, kar ni prav in v bodoče bo morali to malo bolj urediti. Drugače pa vse skupaj organizacija, vse enkratno. Take trave nima ne Ljubljana, ne Maribor. Lepo je tukaj. Sklepno dejanje sledi jutri. Jutri nas čakajo tekme za 3. mesto in pa veliki finale in pa seveda veliki vinski Eurofestival, ki bodo lahko poskušali
obiskovalci najboljša vina Portugalske, Nemčije, Češke, Avstrije, seveda tudi Slovenije in pa seveda pridite navijati za Slovenijo, da bomo zmagali na domačih tleh. Denarna socialna pomoč za samsko osebo bo danes naprej v skladu z zadnjimi spremembami zakonodaje več kot 87 evrov višja in bo znašala 385,05 evra. Višji je tudi cenzus za varstveni dodatek. Osnovni znesek minimalnega dohodka oziroma redna denarna socialna pomoč, izredna denarna socialna pomoč in posmrtnina od danes znašajo 385,05 evra. Cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo pa je od danes največ 566,02 evra, medtem ko je do zdaj znašal 484,97 evra. Tisti, ki do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka še niso upravičeni, so lahko vlogo vložili že maja. Tisti, ki že imajo veljavno odločbo o denarni socialni pomoči oziroma varstvenem dodatku, pa morajo za uveljavljanje višjega zneska oddati novo vlogo na Center za socialno delo najpozneje do konca julija. Osnovni znesek minimalnega dohodka bo glede na novelo zakona o socialno-varstvenih prejemnih, ki jo je državni zbor sprejel aprila, znašal 385,05 evra do konca letošnjega leta, od leta 2019 pa se bo znesek znižal na 331,26 evra. Vlada je predlagala zvišanje denarne socialne pomoči na 331,26 evra že s 1. junijem. Toda matični parlamentarni odbor je dopolnil predlog novele z amandmajem Levice, da znesek v obdobju od začetka junija do konca leta znaša 385,05 evra. Na atletskem stadionu pri osnovni šoli 1 v Murski Soboti je potekalo državno finalno tekmovanje v atletiki za učence osnovnih šol s prilagojenim programom. Dogodek, ki ga organizira 4. osnovna šola v Murski Soboti, učencem pomeni veliko. Naši učenci seveda največje uspehe doživljajo lahko na teh enih posebnih dejavnostih in med temi je sigurno tudi šport. Zato sem vesela, da imamo možnost organizirati skoraj vsako leto kako tekmovanje, športno tekmovanje, da potem naši učenci, torej naše šole, pred domačim občinstvom lahko začutijo tudi ta občutek zmage. Pomerili so se v različnih disciplinah. Torej danes imamo tukaj finalno državno tekmovanje v atletiki za učence osnovnih šol s posebnimi potrebami. Učenci tekmujejo v tekih, metih in skokih, tek na 60 metrov, 300 metrov, 1000 metrov, štafeta 4x100, skok v daljino, met vorteksa in skok v višino. Tekmujejo v posameznih kategoriji in tudi ekipno za šolsko uvrstitev, posebej za učenke in posebej za učence. Dogodek je namenjen tudi druženju, vseeno pa je bilo prisotnega precej tekmovalnega duha. Seveda tudi druženju, ampak danes je tudi tekmovanje pomembno. Z nami je celo, to je resno tekmovanje, tajming iz Ljubljane, sodniška ekipa, tako da boste videli, bodo učenci zelo se bodo trudili. No, kljub tekmovalnemu naboju pa so ves čas poudarjali tudi to, da je pomembno sodelovati in ne zmagati. Tudi ta teden smo za vas pripravili pester izbor prostih delovnih mest. Preverite, morda pa katero čaka ravno na vas. Z dobrim znanjem nemščine in angleščine vas lahko v Zavodu za kulturo, turizem in šport Murska Sobota zaposluje načrtovanje aktivnosti zavoda ter koordiniranje letnega programa turizma in promocije. Računalnikarje na osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer medtem kličejo k poučevanju izbirnih predmetov. Če si želite predvsem kreativne kariere, vam priložnost ponujajo v podjetju Krka, kjer se boste kot pisec marketinških vsebin lotili ustvarjanja idejnih konceptov za tržno-komunikacijske kampanje in kreativnega prevajanja. Bistveno drugačno bo vaše delo pri cvetličarstvu in pogrebništvu Ferenčak, saj potrebuje pomoč pri vzdrževanju pokopališč. Za zaposlitev kot referent prodaje v podjetju Refleks pa se boste ob izobrazbi z področja gradbeništva oziroma ekonomije morali izkazati še z natančnostjo, resnostjo in komunikativnostjo. Povezave do vseh prostih delovnih mest najdete na sobotainfo.com. Na Sobota Info poročajo o zloglasni ploščadi na Slovenski ulici. Zakaj je le-ta pod drobnogledom inšpekcije, preverite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice.
Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod kratkotrajna megla ali nizka oblačnost. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli večinoma jasen dan s temperaturami okrog 27 stopinj. Opoldne ste v Krinskem parku Goričko namerili 25, v Radencih in Murski Soboti 26 ter v Lendavi stopinjo več. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod kratkotrajna megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo nevihte. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 16 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 27. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo dokaj sončno s popoldanskimi nevihtami. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale okrog 16 stopinj, dnevne pa med 25 in 27 stopinjami Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.